Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje življenje. Gdje to piše? Što zna, gdje to piše? Tisti, štiri ste bili v sredo na molitve, tisti bi mogli znati. Psalm 121. Od toga psalma smo ga učali in s temi besedami sem ga tudi bil spodbujen za moj rojstni dan, gdje sem bil v Küper z molitvarami. In znate, čudovito je biti v Küper s Gospodom in v Küper s tistimi, štiri slavijo Gospoda. Eden starejši brat pred dolgo letami me je glih za eno takšno situacijo prosil, mi je pravo tok, naš Franci, gemo te na tisti dan tjavko pa tjavko let stor. In gdje bi rad, ka v Küper z molitvarami proslavim moj rojstni dan. Znate, ta želja, ta iskrena želja toga starejšega brata se mi je tako globoko zarezala v moje življenje. Ka me to spremlja. Biti v Küper s tistimi, štiri iščejo Gospoda na eden poseben način in resnično Gospodov mir in njegova prisotnost izpune vsako življenje. Štiri smo ete in tistoga štiri posluša Božjo besedo. Hvaležen sem Gospode, kad smo po njegovoj milosti leko stopili že zaključek meseca septembra. To je Božja milost. To je Božja milost. In pred 2 tednova sva z mojo ženo bila v Crikvenici, bila sva v Küper z eno vrnov skupinov iz Nemčije in tudi na tom mestu sva bila ohrabreniva. Skozi Božjo besedo, štero smo poslušali iz 1. Petrovga lista, in pa skozi brate, skozi sestre, šterimi smo se v Küper družili in razgovarjali od toga, ko Bog dela in ko je tu naša naloga v naših življenjih. In tudi to je, dragi moji, ena spodbuda za mene, za najdva, kamo ešte bole ta dane, Gospode, za njegovo delo. Bog je za istino dober. Bog je dober in to nam izkazuje na različne načine, na vseh področjih najbolj našega življenja. Ali najbolje pa je to on pokazal s tem, kaj je poslal Jezuša na to zemljo, kaj bi znova prinesel mir. Prinesel mir med svetoga Boga in pa grešnega človeka. Mir. Mir. Biti umirjeni. Imeti mir. Znate, to je nekaj dragocenega. To je nekaj posebnega. Dnešnji svet je v nemiri. V nemiri. Zavolo toga, kad ne poslušajo glasa toga, štere edino leko da pravi mir. Ne poslušajo Bože besede in Jezus je prinesel tej mir za čisto vsakoga človeka, ali dava tu mene in tebe na izbiro, ali spremljamo tej mir, ali mo pa dole živeli v nemiri toga sveta. Ko boš ti sprijel? Ko si ti osebno sprijel? Kakša je tvoja osebna odločitev? Si ti popolnoma siguren, ka si v Božoj voli? Ali pa samo misliš, ka si v Božoj voli, ka je tvoje početje v sklade z njegovo volov? Si siguren ali pa samo misliš? Dragi poslušalec, vsakodnevno jaz vidim to pri sebe in znam, kaj je to tu pri vas, pri vsakom človeku, vsakodnevno moramo v svojem življenju preverjati našo usklajenost z Božjo voljo. Našo usklajenost z Božjo besedo, s tem, ko nam on sporoča, ko nam on naroča v njegovoj svetoj besede. Zavolo toga, kad se oddaljimo,
da odidemo kraj od tej Božje standardov, te smo na direktnom delovanje šatana. Te smo na njegovom področju delovanje in toga se pa ne želejmo, gelte? Nišče se ne želej toga, ka bi bil pod šatanovov nadvladov. Zato je tako pomembno biti v Gospodovoj volej. Trdno stati v veri, tako kot je Gregor tu zadnjič pravo v uvode v Božjo besedo. Trdno stati v Gospode, trdnost vere, dragi moje, prinaša menje medsebojne napetosti. Prinaša menje nevarnosti, menje negotovosti, menje nezadovoljstva. Si to želejmo? Amen. Amen. Božji mir v naših življenjih je v velikoj meri odvisen od vsakoga posameznika. Od vsakoga posameznika. Če ga spremljaš, če se sam odločiš za Božji mir. Bog ne vsiljuje nikomu nika, ali v Božji besedi imamo jasno zapisane posledice človekove odločitve. In vidimo to že v Edenskom vrtu. Bog je najprav Adam pa Eva, vi vam morata. Najprav je samo toga se ogibajta. In ker sta najbogala, sta čutila posledice, sta doživela posledice. In te posledice se te vlčejo skozi zgodovino vse do mojega in tvojega življenja. Te posledice ločenosti od Boga. Dragi moje, vsaki med nami se mnogokrat svojom življenju znajde v situaciji, da je potrebno odreagirati in od pravilne reakcije. Moje in tvoje. Ne samo tvoje, pač pa tudi moje. Ne samo moje, pač pa tudi tvoje pravilne reakcije je odvisen razplet in pa tudi odvisen potek nadaljnjih dogodkov. Že sem omenil, ka ta posledica nepravilne odločitve se vlče vse od Edenskega vrta. Vse od Edenskega vrta, od stvarjenja naprej. Vsaka odločitev prinaša posledice. Če boš se stol pelo skozi povesi, pa te radar zaode, da je tvoj sosed nosil posledice, ali pa ti osebno. Če boš se z drugim avtojem pelo, pa te samo poslikajo, da je tisti lastnik avtoja nosil posledice. Vsaka moja, tvoja odločitev nosi posledice in nekako se mora s temi posledicami tudi soočiti. Ob koncu Jezušovega poslanstva na toj zemlji, ob koncu, da je bil zadnje trenutke pred trpljenjem v Kuper z svojimi učencami, se je zgodil ještě eden, kad tako povem, mali čudež. Ještě eden mali čudež. Še nekaj se je zgodilo po Jezušovom posredovanju, da je Peter odreagiral tako, kako ne bi bilo potrebno. Kako ne bi smel, da je Peter tako odreagiral. Kaj bi vas prosil, ko stanemo v Božoj besedi in preštejmo v Lukačovom evangeliju v 22. tale od 47. do 51. veršoša. Preštejmo Božjo besedo za naše razmišljanje, za naše poglabljanje v naš osebni odnos z Gospodom v tom jutri. Luka 22, 47 do 51. Medtem, ko je še govoril, je prišla množica. Pred njo je hodil eden izmed 12, ki se je imenoval Juda. Približal se je Jezusu, da bi ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: Juda, s poljubom izdajaš sina človekovega? Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj bo, so rekli:
Gospod, naj udarimo z mečem. In eden izmed njih je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Jezus je odgovoril, nehajte, dovolj je. In dotaknil se je ušesa ter ga ozdravil. Nebeški Oče, hvala je Tebi za Tvojo drago svetu reč, štero imamo zapisano, za vodilo v naših življenjih. Gospod sveti, hvala je Tebi, kad nemamo opisane samo teh čudovitih stvari, štere so se dogajale po Tvojom deli, Jezus dragi, na toj zemlji, poč pa imamo zapisane tu tiste najdobre stvari, štere so noj upomin za mene, za vsakoga med dome, kamo se zavedale, kakšne nevarnosti prežijo na nas. Pomoreno razmeti Tvojo reč. Gospod dragi, daj, kaj izpovem samo toliko je Tvoja vola. Po Duhu Svetom mi v tom pomagaj in daj, kamo toliko učin na prvo mesto živo v svojem življenju in toliko si med nami. Amen. 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 Izvolite sesti. Ja mislim, kaj vsakome krščanike tej dogodek poznane. Kad smo to že dostakrat čuli, tudi dostakrat prešteli. In isti dogodek je opisan tu ještě v Mateju 26. tale, Marke 14. tale, Janeze 18. tale. In to se je zgodilo po Gospodove zadnje večerje v Kyper z učencami, po obhajanje Pashe. To v tisto zgornjo izbe in da so, to piše, da so vse to zaključili, da so vse to upravili, koliko je bilo potrebno po izročili, koliko je Bog po Mojzesi zapovedal, te so popevali ještě, slavili Boga, Jezus v Kyper z učencami in po tistom so šli po navade, to, koliko je Jezus imel navado, v eden vrt. Šli so v vrt v Getsemanaj. In na tom mestu, na tom vrte, Jezus je bil v molitvi, v enoj duhovnoj borbi, v enoj agoniji za volo toga, ko je bilo pred tem. Znate, njegove besede, Jezušove besede učencom v tistoj situaciji so bile, kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete skušnjavo. Močno orožje je molitev. To smo popevali v koruši. Ko je za tebe molitev? Ko je za tebe molitev? Je to za istino v tvojem življenju eno močno orožje? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo. To je bila Jezušova beseda učencom. In, dragi poslušalec, te besede so namenjene tudi mene in tudi tebe. Tudi mojome in tudi tvojome življenje za volo toga, ka se približuje nevarnost. Približuje se sovražnik, približuje se neprijatelj in tom v Getsemanaj, tom v Getsemanskoj vrti se je to zgodilo takoj po tistom, da je Jezus to izpovedal za volo toga, kada so prišli tisti, štiri so ne prišli Jezuša poslušati, poč pa so imeli druge namene. Ta so prišli tisti, štiri so imeli sovražne namene, ne so prišli zato, da bi čuli to, ko ima Jezus povedati. Si prišel ti zato, gnes si zato, gnes tu, kad čuješ, ko ima Jezus povedati v tvoje osebno življenje. Aleluja. Zato odpri svoje srce, odpri svoje duhovne vija, kad boš čul to, ko ma Jezus tebe povedate. In znate, ta je prišel tudi tisti, šter je bil dolgo časa z Jezusom.
Dolga leta je prihajal v cerkev. Letos je 90 let, kako se je začalo to novo gibanje. Tu v Sloveniji, tu v naše kraje, pri nas še ne 90, malo menje. Dolga leta prihajaš v cerkev. Dolga leta si tu. Ali vidimo, da je prišel tiste, štiri je dolga leta poslušal, štiri je videl, štiri je doživljal čudovite stvari, štiri so se dogajale po Jezušovom delovanju. Zdaj pa je bil on, Judaš. Juda je bil zdaj v enoj drugoj vlogi. V drugoj vlogi, ne kot poslušalec, ne kot spremljevalec Jezuša, ne kot tiste, štiri sodeluje z njim. Jezus ga imenuje izdajalca. Izdajalca. Izdajalec ne samo Jezuša, pač pa tudi vsega, ko je vkuper z njim doživel, v kom je bil on soudeležen. Izdajalec vsega toga. Zdaj je bil na strani tiste, štiri so Jezuši vedno nasprotovali. Znate, on je bil zdaj čisto brez sramu, nikaj ga je ne sram bilo, kaj je v toj vlogi. Za Židove je poljubiti svojega učitelja, poljubiti rabina. Znate, ko je to pomenilo za Židove? To je pomenilo, kaj se njime popolnoma podrejaš, kaj se njime popolnoma predajaš, kaj se njime popolnoma poslušaj. Kaj se popolnoma njime vdan. Kaj se pripravljene vse včiniti za svojega učitelja. Vse včiniti za svojega učitelja. To je pomenilo poljubiti rabina. To je pomenilo poljubiti svojega učitelja. Tu pa je Judin poljub pomenil izdajo. Pomenil je zanikanje Jezuša kot učitelja. Dragi moji, kakšen tragični primer življenja tistega, štiri se je oddaljil od Jezuša. Kakšen tragičen primer življenja tistega, štiri je kraj odišel od Jezuša, od toga, ko on pravi, od toga, ko on želi, od toga, ko on nudi, ko on ponuja, ko on dava. Znate, tu je ne bil samo Juda z množicov, pač pa so tu bili ostali Jezušovi učenci, štiri so tu realno ocenili situacijo, štiri so se znašli. Videli so, kaj je situacija zelo, zelo resna, kaj je situacija zelo, zelo napeta, kaj je nevarnost za vse njih, za voljo toga, kaj bili so obdane z eno množicov tiste, štiri je pripelo ta Juda in ta množica je bila oborožena. Ta množica je bila oborožena. Ko je namen oborožitve? Ko je namen oborožitve? Ko bi pravili? Ja, leko je napad, leko pa je tu obramba. In ta množica je imela namen napadniti. Vojskovanje, napad. In v toj brezizhodnoj situaciji so učenci Jezuše postavili eno pitanje. Postavili so eno zanimivo pitanje. So postavili Jezuše: Gospod, naj udarimo z mečem?
Če bi prekmurski prevod štele kuzmeč, to tako piše, Gospod, no je bijemo z mečom, no je bijemo, no je začamo, njih mlatite z mečom, Gospod, naj udarimo z mečem. Eno nenavadno vprašanje. Gospod, pa ko ti praviš? Ko ti praviš v toj situaciji? Naj napadnemo, naj začamo biti, naj začamo klote, naj začamo pobijati. Ko je bil Jezušov odgovor na to postavljeno vprašanje? Kako je on odreagiral na to postavljeno vprašanje? Nika je dej odreagiral v tistom momentu zavolo toga, ka eden izmed njih je Jezuša prehito in je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Eden izmed njih, eden izmed ne teh napadalcev, ne teh, štiri so oboroženi prišli, ta, ka Jezuša zgrabijo, poč pa eden izmed njegovih je Jezuša prehito in iz drugega evangelija znamo, ka je to bil Peter. Što drugi kot Peter? Peter, gdje siš? Što drugi kot Peter? Ne tej, štiri tu sedi, poč pa tiste, štiri je bil zvesti spremljavalec Jezuša. In prvi, kak je Jezuš odgovoril, prvi je on posredoval. Prvi, kak je Jezuš dal svoj pristanek, je eden izmed njih že vdoro. Že je potegnil meč in napadno. Že se je zgodila tragedija. Močno orožje je molitev. Močno orožje je molitev. In na to je Jezus predtem upozoril učence. Upozoril je predtem učence, kaj je močno orožje molitev. Tako smo popevali, dragi moje, v uvode. Močno orožje je molitev. Če malo pogledamo informacije iz drugih poročil, iz drugih evangelijev, je je bilo v tistem vrtu je bilo vsaj 400 rimskih vojakov, štiri so bili oboroženi. In ne samo oboroženi, štiri so bili izurjeni v vojskovanje. Znate, pa niti bi dva ne trebalo, bi lahko Petra po hitrom postopku spokevala. Po hitrom postopku bi ga lahko spokevala. In znate, poleg teh rimskih vojakov, tam so še bili tudi drugi ljudje oboroženi z mečami in pa s kolami, z botami. Bili so oboroženi in pripravljeni na to, kaj posegnejo. In znate, dragi moji, Peter je tu pred celo to množico nastopil kot eden Rambo. Znate, za njega pokaže. Znate, ne vem koliko ljudi, ne vem koliko vojske kole in samo eden človek. Ste gledali kaj te filme od Ramboja? Pa imel je mogoče niti nikaj drugo ne imel, samo luk, pa so ljudje samo kopali. Ali pa samo en nožec imel, ali pa brez vsega bil. Samo v tisti džungli, samo je kakšno tisto vejko zgrobo, pa se je že zgodilo. Toliko nišče ne pričakoval. In Peter je tu na takšen način nastopil v toj situaciji.
In znate, njegove vojaške veščine so se hitro pokazale. Hitro se je pokazalo, kakšen vojaški specialist on je, kako je on izurjene zavolo toga, kaj je trufo sumovijo. Sumovijo je trufo. Eden ribeč, znate, on zna s trnkom, ne pa z mečom. Trufo je samo eno vijo. In izgleda, to vidi ta situacija, ko se on sploh ne zavedo, v kakšnem položaju je. Ko se sploh ne zavedo, kje se on nahaja, ko se okoli njega dogaja. Ne se je zavedo, ko bi se leko v tistem trenutku zgodilo. In že sem pravil, ko bi samo en ali pa dva vojaka po hitrom postopku leko spokevala in njega in pa tu vse ostale. Zavolo toga, ka to so bili izurjene vojake za vojskovanje. In še druga zanimivost Petrovega vojskovanja, tisto mi služabniki, šter je sploj, mogoče sploj ne bil oborožene, je odsejko sumovijo, torej je z lufto je. Želo je na svojo roko razrešiti situacijo in je vdoro mimo. To mi po domače pravimo. In to je to, ko se zgodi, da dela en človek na svojo roko. In ko je ještě bolje skrb zbujajoče v toj situaciji, in to je tu nauk za mene in za tebe, sploj je nej počoko Jezušovga odgovora. Sploj nej počoko, ko da Jezušov pravo, nej dobo Jezušovga dovolenja, ali naročila naj to včini. Gospod, naj udarimo z mečem. Dragi poslušalec, ali ti počakaš na odgovor do Jezuša, koj pitaš, ali do Jezuša, koj prosiš? Počakaš na njegov odgovor? Počakaš najprej na odgovor, ali pa si to, kot Peter šterje, čas je vdoro, brez čakanja. Peter ne počakal na odgovor, ne je počakal na to, ko Jezus pravi, in zato se je mogel te Jezus takoj vmešati. Če se ne bi Jezus takoj te vmešal po tistoj situaciji, vprašanje, kako bi se s Petrom končalo. Znate, Jezus je najprej mogel skregati. Najprej se je mogel skregati. Henjajte, zadosta je. Najprej je mogel umiriti svoje učence, ka se ne bi zgodila ještě večja tragedija. In dragi poslušalec, da ne boš počakal na Jezušov odgovor, da boš deloval na svojo roko v svojoj zamisli, se to ne de dobro končalo. To se ne de dobro končalo. To je bil človek z odsekano vijo. To je bil človek bolečine, v krvi, verjetno je kričal od bolečine. Verjetno, ne vemo, nega poročila toga zapisanega. Kričal od bolečine. Štero je povzročil človek, štero ne čakal na Jezušov odgovor. To bolečino je povzročil tisti, štero je bil v kuper z Jezušom, ali ne čakal na njegov odgovor.
Ali zavolo toga, kaj je Bog že temjel načrt za Petrovo življenje, je Jezus včinil tom še eden čudež. Haleluja! Jezus je včinil še eno mogočno delo, kaj bi pokazal, ko je njegova vola. In dragi moji, to je bila verjetno rešitev za Petra, kaj ga tista množica ne tom do konca pokončala. To je bila rešitev za Petra, za njegovo življenje. Jezus se je dotaknil ušesa ter ga ozdravil. Aleluja. Ali ne je to čudovito sporočilo tudi za mene in tebe? Ali vidimo skozi Božjo besedo, ko je vse Bog pripravljene napraviti, kaj bi zaščitil enoga svojega služabnika, za šterega ima določene namen. Za Petra je Bog imel eden določene namen. Jezus je tom ozdravil tistega, šter je prišel ta, ka bi Jezuša škodo, ka bi Jezuša zgrobo, ka bi Jezuša uničil. Tu vidimo, kako veliko usmiljenje ima Bog do spadnjenega človeka. Kako veliko usmiljenje ima Bog do tistega, štere se je oddaljil od njega. Jezušova molitev na križi, ko je bila? Oče, odpusti njim, saj ne vedo, kaj delajo. Dragi poslušalec, znaš ti, ko delaš? Ali ti znaš, ko delaš? Znaš, ko je Gospodova vola za tvoje življenje? Poslušaš, čakaš na njegov odgovor, prlej, kako vdariš s mečom. Poslušaš, čakaš njegov odgovor. Zavolo toga, ka Peter ne je čakal na odgovor, ne je bil pripravljen počakati. Ko da Jezus pravo, se je zgodilo to, ko ne Gospodova vola. In sigdar, da se kaj takšnega zgodi tudi v mojem in tvojem življenju, dragi moji, je potreben Jezušov dotik. Potreben je Jezušov dotik. Potreben je Jezušov poseg. Potreben je njegov dotik, štere spremeni situacijo, štere ozdravi rano, štere zaceli. Jezušov dotik, štere ima namen za tvoje osebno življenje. Nekaj vrstic pred tem je zapisana Jezušova izjava, štera se tiče njegovih učencov, še posebej pa Petrovga življenja. Nekaj vrstic pred tem, samo pred tem dogodkom je to zapisano. Jezus tom jasno pravi, kada se učenci znojšli na šotanovom prepihi. Znojšli do se pod šotanovim pritiskom, torej, da je imel šotan njih pod stalno napetostjo. Znojšli do se pod tem neprijateljskim delovanjem. Jezus je pravo eščenika. Petre je pravo eščenika, ko Peter v tistom času, v tistoj situaciji, da je to Jezus njeme pravo, ko je Peter te ještě ne rozmo, poč pa je še naprej želo biti glaven. V 32. vrstici tok piše, Luka 22, 32, tok piše, tok je zapisano, jaz pa sem molil zate. Jaz sem molil za tebe, Peter, da
ne opeša tvoja vera. Da ne opeša tvoja vera, ka ne opeša tvoje popolno zaupanje v mene, v moje delo. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. In dole pravi njeme tok, ko se boš nekoč spreobrnil. Ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate. Aleluja. Ali vidimo, kako Bog skrbi za svoje, kako Bog skrbi za tiste, za štere ima pripravljeni načrt za njovo življenje. Tudi za tebe, dragi prisoten, tudi za tebe, dragi poslušalec. Bog skrbi za tebe, za voljo toga, ka On ima načrt za tvoje življenje. In prelej, kako se je to zgodilo v Petrovom življenju, prelej, kako je prišlo do toga preobrata, ja, napravo še nekaj oko neumnosti. Ja, Petre se je zgodilo še nekaj oko stvari. Še nekaj oko situacij se je zgodilo. Skozi štere je on spoznal. Skozi štere je on dojel za rozmo. Pravzaprav je za rozmo, ka za istino nujca v svojom življenju spreobrnenje. Ka nujca v svojom življenju tej preobrat, kada je leko koristen za nebeško kraljestvo. Aleluja. Kako je Bog dober. In dragi moje, eden Jezušov pogled malo pozneje, ko čimo dole od Petra, je bil za Petra zadosta. Eden Jezušov mali pogled je za Petra bil zadosta, kaj je nečil tistega popevanja kokota ton. Pač pa je čil Jezušove besede. Ko se boš nekoč spreobrnil. Aleluja. Kak je Gospod milostiven. Kak je potrpežljivi do mojega in do tvojega življenja. In dragi moji, te besede so se zarezale v njegovo življenje. Te besede so prodrle globoko v Petrovo srce, kaj je dovolilo, kaj se je zgodilo to, ko njim je Jezus pravo, ko se boš nekoč spreobrnil. Dragi moj, dragi poslušalec, ges in ti nujca v to, ko je Jezus pravo Petre. Ko se boš nekoč spreobrnil. In ti, Peter je šel. Peter je šel in se bridko razjavko na celem svojim življenjem. Šel je in v molitvi dovolil, kaj Jezus po njegovoj milosti napravi to spremembo, kaj ne da on več seko vuje, pač pa o znanju sporočilo odrešenja. Aleluja. Aleluja. Kako je naš Bog dober, kako je naš Bog čudoviti. In dragi poslušalec, obstaja velika razlika med poznati Božjo besedo in pa živeti po njej. Obstaja velika razlika med tem dvojim. Poznati Božjo besedo, znati, ko v njej piše, in pa živeti dejansko to, ko tu piše. Peter je bil dolgo časa v kuper z Jezusom. Dolgo časa je bil v kuper z njim, pa vseeno ne živo in delo tak, kak je to delo Jezus. Šter je bil njegov učitelj, šter je bil njegov vzornik in je tu moj učitelj in tvoj učitelj, moj in tvoj vzornik. Ali ti živiš in delaš tak, kak je živo in delo Jezus?
ali pa zatjov ostajajo odsekane vije. Ostajajo letke, štere si rono, štere si prizadel, štere si poteptal, štere si užalil, letke, štere žalčajo od bolečine, štere trpijo svojo stanje zavolo tvojih nepremišljenosti. Ljudje blizu tebe, štere nemajo koga, ka bi jih ozdravil, ka bi se jih doteknil zavolo toga, ka si se ti oddaljil od Jezuša. Peter je te bil v Jezušovoj blizini. Peter je te bil poleg Jezuša, kaj je on leko iztegnil svojo rokov, kaj je Jezuš leko vyvtegnil svojo rokov in se doteknil odsekane vije ter ozdravil tistega služabnika, velikega duhovnika. Dragi moji, včasih se mogoče pitamo, zakaj so v Bibliji zapisane te negativne stvari. To so negativne stvari, štere so se dogajale učencom, to so nedobre stvari. Se pitamo, pa zakaj je to zapisano noter, zakaj so ne samo te lepe stvari, tiste čudeže zapisane tom noter. Zakaj je to potrebno? Zato, dragi moji, kak je in ti mava zapisani primer. Mava zapisani primer, kak noj ne delava in pa kak noj delava v svojom življenju. Jezus se je dotaknil ušesa ter ga ozdravil. Aleluja. In dragi poslušalec, Jezus se želej. Jezus se želej dotekniti tudi tvoje rone. Tudi tvoje rone. Tudi tvojega odsejkanoga ušesa. Jezus se želej dotekniti tudi toga, ko ti je včino tiste, štere to ne bi smel nikak včiniti. Ja, žal. Tu mene se zgodi, kako ga ronim. Tu mene se zgodi, kako me odsekam vijo. Zavolo toga, kad sem neposlušen tome, kad ne čakam na Jezušov odgovor. Ali, dragi moji, ostanemo blizu Jezuša. Boj tu ti blizu njega, kada se te on leko dotekne. Kada se te on leko dotekne, ostane blizu Jezuša. Poslušaj njegov glas, čakaj na njegov odgovor, kad ne boš sejko vija, pač pa prinašal zdravje in pa njegov mir. Ostane blizu Jezuša. In znate, prvi, kako se je to zgodilo, je Petre, je Jezus dal upozorilo, štere ještě enog ponovim, zavolo toga, kad to je upozorilo tudi za mene in tebe, tudi za moje in tvoje življenje. Kaj spite? Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Amen. Mogoče je beseda spregovorila v tvoje življenje in vidiš, kaj se mogoče, ja ne vem, ja ne poznam tvoje situacije, ne vem, ali Sveti Duh me nalaga, kaj upozorim vsakoga med nami na to, ko on pravi. Mogoče opažaš, kaj si ti
povzročil bolečine komikoli sebe, kad si povzročil ronjenost, kad si povzročil napetosti, zavolo toga, da si ne počakal na Jezušov odgovor, kad si se prenaglo v svoje odločitve, si ne poslušal Božjega glasa. Mogoče čutiš in želiš pred Bogom to priznati in želiš, kad se molimo za tebe, kad bi bil resnično koristen za nebeško kraljestvo. In če čutiš to, če se zavedaš toga, kad nucaš Božji dotik v svojem življenju. Mogoče si ti ronjen zavolo toga, kad te je brat ali sestra ronil, kad te je prizadel, kad te je odsekal vijo. In želiš, kad se molimo za tebe, kad bi te rone bile zaceljene. Leko zdigneš tvojo roko v znak zavipanja Gospode, kad je on blizu tebe, kad ti želi pomagati, kad te želi osvoboditi, kad te želi rešiti, kad te želi uzdraviti, kad želi zaceljiti tvojo rano. Če nucaš molitev na tom področju, leko zdigne svojo roko. Amen, 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 amen. Gospod vidi tvojo bolečino, Gospod vidi tvojo situacijo, Gospod se te želi dotekniti. Želi ti pomoći, kad ideš v njegovoj prisutnosti, v njegovoj bližini naprej. Aleluja. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago zapisano reč, štero si nunjal kog vodilo za naša življenja. Pomori me, Gospod sveti, pomori me, kad poslušam tvojo drago reč, kad Bogam tvojo reč, kad poslušam tvoje besede, Jezus dragi, kad čakam na tvoj odgovor, kad ne delam na svojo roko, Gospod dragi, in ti vidiš, ti si videl tu zdignjene roke, ti si videl tu stav srca enoga ali drugoga, štere se zaveda, kad nuca tvoj dotik. Gospod sveti, jaz blagoslavljam vsakoga, štere se zanaša na tebe. Gospod dragi, in prosim te, odpusti mene, če sem koga ronil, Gospod dragi, odpusti mene, kad bi leko bil blizu tebe, kad bi leko poslušal in čul tvoj glas. In dotekne se vsakoga, Gospod dragi, kad bi zaistino v strahu spoštovanje do tebe poslušali in bogali tvoj glas. Dotekne se mojih bratov, mojih sester, dotekne se vsakoga, štere posluša tvojo drago svetu reč. Gospod dragi, kad bi ta reč napravila spremembo v naše življenje. Zato, kad Gospod dragi, ti imaš načrte za nas. Gospod dragi, pomori nam, kad jih razumemo, kad jih poslušamo, kad jih bogamo in delamo to, ko je tvoja sveta vola. Gospod dragi, blagoslove vsakoga, kad bi za istino iskali tvojo volo in bili pripravljeni počakati, bili pripravljeni delati to, ko ti želiš od tvoje dece. Gospod dragi, odpusti nam, odpusti meni, odpusti nam, da smo ne čakali na tvoj glas, da smo ne čakali na tvoj odgovor. Gospod dragi, daj, da bi duh tvoj sveti napravil spremembo v vsakom življenju, kad bi prišlo do toga spreobrnenja, Gospod dragi, to, ko je tvoja sveta vola. Gospod dragi, kad bi ne delali to, ko je ne dobro. Da bo proslavljeno tvoje sveto ime v mojem, v naši življenju, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen.